Drage gledalke, spoštovani gledalci, prijazno pozdravljeni iz studia VTV vaše televizije Velenje v oddaji Župan z vami. Vesela sem, da danes pred občinskim praznikom in seveda velikim slavjem v občini Žalec gostimo župana. To je gospod Janko Kos. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi gledalci VTV, posebej pa tisti Žalca. Vidim, da ste pozitivno razpoloženi, pred vami seveda pozitivni veliki dogodki zdaj v vaši občini Žalec. Kakšno je zdaj počutje? Ja, počutje je dobro, pravijo konec dobro, vse dobro. No, vse zadnje moraš biti pa pozitivno razpoložen, ker slabo volje ti danes v življenju nič ne pomaga. Mene včasih vpraša, kak je tvoj odnos do občanov. Jaz pravim, jaz bi rad, da bi bili kot ena velika družina in taka vključujoča skupnost. Pa to resno mislim, no. Ker se mi zdi, da če nimaš občine rad, če nimaš rad tega, kar počneš, potem ni dobro. In jaz tudi v svoji občini vse lepo mislim. Kako bi pa bilo, da ne bi v občini lepo mislil. In ko pogledam nazaj, kaj smo naredili, sem vesel. Tudi te razne ujme na koncu zdaj nas niso tako zelo prizadele. Posledice različnih neurij, ni bilo večjih nesreč. Pridobitve na infrastrukturnem in komunalnem področju so velike, veliko smo zgradili, na področju negospodarstva smo pridni, dela se, pripravljamo se pravzaprav že na nov proračun za naslednji 2 leti, pripravljamo se zdaj na to, da otroci začnejo novo šolsko leto, na veliko stvari in kaj češ druga, kot biti pozitivno naravnan, nekako ljudi vključiti, da so ena taka vključujoča skupnost, jih vzpodbujati in potem gre. Druga ni nič, politiko je treba malo včasih dati na stran pa pozitivno na stvari gledati. Zdaj sem predvsem mislila na jutrišnji dogodek Fontana zeleno zlato, o tem malo kasneje. Sicer, če pogledava leto dni nazaj, veliko se je dogajalo v vaši občini Žalec. Kaj bi še posebej izpostavili? Ja, pravzaprav smo želi sadove sreče, ki nas je doletela pred 2 leti, ko je eden naših občanov prejel dobitek Eurojackpot. To pomeni, da je tudi v naš proračun kapnilo 4.200.000 evrov denarja in potem smo ta sredstva razdelili v proračun preko 2 let za različne odhodke, za različne namene, tako na področju cestne infrastrukture, različnih komunalnih del, za socialne programe, za energetsko sanacijo vrtcev, šol, zgradili smo novo avlo, smo razširili pri kulturnem domu. Veliko stvari smo ponaredili iz tega. Če tega denarja ne bi bilo, bi pač manj lahko postorili. In zdaj tega denarja počasi zmanjkuje in treba se bo spraviti v realne okvire. Država nam je slaba mačeha, povprečnino nam znižuje. Ne verjamem, bi kdo spet imel srečo in zadev na Eurojackpotu, bi bilo dobro, no. In zdaj bomo morali uskladiti nekako želje in potrebe. Želje so vedno večje, kot so pa možnosti in potrebe, ampak bo šlo. Jaz menim, da nismo nikoli v preteklih letih, vsaj veliko let nazaj, toliko vlagali v pločnike, v meteorno kanalizacijo, v rekonstrukcijo cest, v novogradnje, izgradnjo vodovodov, kanalizacije kot v preteklih 2 letih. To tudi po zaslugi Eurojackpota in pa tudi zaradi tega, ker smo še ta sredstva dodatno oplemenitili z prijavami na različne razpise, potem dobili še dodatna sredstva in nekako je šlo. Bili smo pridni, naše podporno okolje, Razvojna agencija Savinja, pa potem tudi strokovne službe so pridno pripravljale razpise, ker je vedno dobro imeti kakšen projekt v rezervi, ko pride razpis, ker ponavadi nas postavijo v časovno stisko, se prijaviš in upaš, da boš uspešen. No? Pa vseeno, kaj so pa rekli župani, glede na ta sredstva, nepričakovana, pa zelo dobrodošla? Ja, mogoče je bilo kaj zavisti. Sej med Slovenci je ta favšija zavisti je malo znana, ampak če je tisto pozitivno bi ljudi, malo tekmovalnosti zavisti, to ne škodi. To te še bolj spodbuja, da si dober. Jaz sem tudi čutil veliko odgovornost do teh sredstev, da jih bomo znali
prav razporediti, prav potrošiti, da bi vsi ljudje od tega nekaj imeli, da ne bojo imeli občutek, da smo naredili en projekt, pa še ob tem bi se kopija lomila. Tako smo pa tudi en del fontane smo naredili teh sredstev, ampak to smo porabili 4% vseh teh sredstev, 170 tisoč evrov evropskega tega dobitka. Sicer smo pa zbrali donacijska sredstva, dobre pol milijona smo dali za primerjavo za dograditev avle kulturnega doma, se pravi 12% tega dobitka ali pa 3-krat več, kot smo dali za fontano, približno 25% smo dali za ceste, 8% za socialo in negospodarstvo, tako da se razmerja poznajo. Za vse mora biti nekaj, tudi za področje gospodarstva, za razpise kot pomoč kmetom, za primarno pa dopolnilno dejavnost, za mikropodjetja, za štipendije. Verjetno bi morali društvo majčkano priškrniti sredstva, če ne bi imeli teh sredstev, tako smo pa lahko jim pustili malo več sredstev in jim omogočiti bolj pestro oziroma bolj bogato izvajanje njihovih programov. Kaj ne rečem, dobro smo nekako krmarili v preteklem letu ali pa preteklih 2 letih, me pa tudi prihodnosti ni strah, ker se mi zdi, da smo dobro pripravljeni in imamo dobre izkušnje in če mu ne bo kaj nepredvidenega in nas bo tudi država nekako razumela in suportirala z razpisi, ki zamujajo v tej finančni perspektivi 2014-2020, potem ne bo problem. Vendar razpisi zamujajo. Jaz upam, da se bo tu ministrstva zganila in da bomo imeli možnost prijave. Gospod Janko Kos, župan občine Žalec, ko vas takole opazujem in poslušam, se mi zdi, da vedno najdete pravo rešitev. Zdaj, z vašimi sodelavci zrete optimistično tudi v prihodnje, kar ste rekli. Ni vas strah? Ne, ni me strah. Sodelavce imam dobre. Sam župan ne more nič. Je pa dobro, da usklajuje različne interese, da poskuša ljudi vključevati, ne izključevati. 100% ne bomo nikoli vsi enako mislili, še manj enako delali, vendar moraš imeti eno trdno večino ob sebi. To vlečem tudi od volitev naprej, ko sem ob večjih kandidatih prejel preko 80% na volitvah in se mi zdi, da eno tako trdno večino vlečem tudi zdaj. Sem človek konsenza in brez predanih sodelavcev, tudi sodelavk predvsem, vedno sem imel srečo, da sem imel v sebi močne, sposobne ženske, ne gre. Tudi občinski svet nenazadnje podpira moje predloge, proračun, ki ga predlagam v sprejem z veliko večino ponavadi, se pa kdo najde, seveda, ki je proti in bi včasih lahko tudi trdil, da Savinja teče nazaj proti Zgornji Savinjski dolini, ampak nič hudega. Tega sem navajen, imam zdaj že dovolj trdo kožo in če sem prepričan, da hočem dobro, predvsem pa imam čisto vest, da vam lahko v oči pogledam, da nisem dal nič v žep in da bi rad tej občini samo dobro. Vse zadnje nisem tako neumen, da ne bi delal dobro, pa da ljudje tega ne bi odobravali. Jaz bi rad, da funkcioniramo v občini kot ena velika družina in jaz se veselim vsega projekta, ki ga naredi posameznik ali gospodarska družba. Koliko je ta naša občina močna? Toliko je močna skupnost, ko so močni, uspešni posamezniki gospodarske družbe. In pol to mi skupaj zložimo in če lahko pomagam tudi gospodarstvu, da pri njihovih investicijah, pri umeščanju objektov v prostor, pri sprejemanju OPPN-jev, pri načrtovanju komunalne infrastrukture, pri odpiranju vrat na ministrstvih, ja, z veseljem. In ko pride do pridobitve in me vprašajo, župan, boš prišel na otvoritev, boš kaj povezal, se bo slikal z nami. Jaz seveda, pa ne samo zato, da bi se slikal, zato, da jih podprem, da rečem, super ste, to pomeni samo več prihodka, več dobička, tudi več za socialo, ker samo gospodarsko uspešna družba je socialno pravična in povezana. In župan je prvi med enakimi samo in jaz pravim, da je to na nek način privilegij, da si župan.
čeprav včasih je tudi naporna ta služba, te kaj ukregajo tudi po nepotrebnem, pa po krivici, včasih me tudi pohvalijo, ko nisem zaslužen, ampak v celoti gledano, jaz pravim, da je to lepa služba, pa odgovorna služba in če rad delaš to, kar delaš, lahko v občini tudi nekaj narediš. Kaj pa samo delovanje in sodelovanje s svetniki, svetnicami v zadnjem letu? Dobro je bilo sodelovanje s svetniki. Nikoli nisem imel koalicije, mi sodelujemo projektno. Zdaj sem drugi mandat župan, povedal sem tako na začetku prvega mandata kot drugega. Tiste 3 stranke, ki bodo dobile največ svetnikov občinskega sveta, bodo tvorile jedro, hrbtenico občinskega sveta, vsi ostali pa verjamem, da bodo podpirali dobre projekte. Se pa svet ne bi podrl, če kakšen odlok, kakšen moj predlog ne bi šel skozi odločitev na občinskem svetu. Pomeni, da ni dober, da ga je treba dopolniti, spremeniti. Načeloma pa ne predlagam takih stvari skupaj z mojimi strokovnimi službami, ki niso dobre in da nisem prepričan, da ne bi šle skozi na občinskem svetu. Tako da jaz se svetnikom zahvaljujem za podporo. Brez taki, ki imajo, sami razmišljajo kritično svojo glavo, ko imajo konstruktivne predloge, ne samo, da nekdo nastopa, da se kaže, ampak tako, ko res ima kritično mnenje, ko veš, da če ti nekaj pove, da ima to svojo težo in da je to premislil, da ima to neko podlago, ga z veseljem upoštevam in zaenkrat nam to gratuje in jaz si sam želim, da bi bilo tako tudi v bodoče. Sicer pa v občinskem svetu, v lokalni skupnosti velika politika nima kaj veliko iskati. Vse kaj pa mi rešujemo, neke probleme šolstva, komunale, cest, gasilcev, civilne zaščite in tukaj velika politika ni na mestu. Tisti, ki bi rad politiziral v občinskem svetu, ne vem, če se zaveda svojega poslanstva in svoje funkcije. Če bi zdaj nekako ocenili in povedali vsem nam, gledalkam in gledalcem, o čem vidite pravzaprav prednost vaše občine pred ostalimi? Ja, naša občina je lepa, prijazna in gostoljubna, tako pravijo v Turistični zvezi Slovenije. Mi zdaj leta za letom dobivamo lepa priznanja. Za manjša mesta smo bili tudi najlepše mesto. Za pretekle leto smo Planetu Zemlja prijazna občina v kategoriji za 10 000 prebivalcev, že drugo leto zapored zmagovalci svoje kategorije. Planetu Zemlja prijazna občina. Smo gospodarsko, razvojno naravnana občina, imamo veliko turističnih, sakralnih znamenitosti, veliko rekreacijskih površin, da je prijetno bivati pri nas. Ni daleč do službe, pri nas je precej zaposlitvenih možnosti, smo tudi tako umeščeni do Velenja, do Ljubljane, do Maribora ni daleč, do Celja, da lahko ljudje migrirajo, da hodijo v službo in pri nas bivajo. Tudi k nam pa prihaja vse več ljudi, ki so pri nas zaposleni, ker je rast zaposlenih v preteklih 3 letih se povečala za 20%. Investitorji še investirajo, tik pred zdajci je nekaj pomembnih investicij za našo občino, pomeni še toliko 10 ali 100 novih delovnih mest. Mi se tudi za gospodarstvo trudimo, da imajo ljudje možnost investirati in jaz menim, da imamo lepo občino. Pa kot sem rekel, jaz to resno mislim. Če tega ne misliš, potem nisi ta pravi. Ti moraš ceniti to, kar imaš. Saj tudi jaz bi rad, da bi ljudje imeli radi našo občino, ko jih nekdo turistko pride vpraša, kako je v vaši občini, pa ne vem, kje je ta destinacija, ne da z nevoljo reče, tam. Povej, ja, mi imamo pa nekaj lepega, želite to videti, tam boste pa res nekaj lepega videli in to želim. Ampak to je treba ljudi prevzgajati, to je verjetno mentaliteta, zaprtost v to dolino, da smo še mogoče premalo odprti, ampak
tudi vsi stereotipi v Savinjčanih ne držijo, smo boljši, kot pravijo stereotipi. No, lepo. Se pravi, miselnost pri nas Slovencih se mora bistveno spremeniti in začeti nekako hvaliti tisto, na kar smo lahko dobesedno zelo, zelo ponosni. Omenili ste razcvet gospodarstva. To pomeni velike in številne priložnosti za domače in tudi tuje investitorje. Ja, danes imamo globalni svet. Danes, mene ne moti, če nekdo dober investitor iz tujine, če plačuje davek, če je poščen do delavcev, če plačuje državi, lokalni skupnosti to, kar ji gre, če ne svenja okolja, če je okoljsko trajnostno naravnan. In takšni so pri nas zaželeni. In mi jim potem pomagamo z raznimi prostorskimi načrti in tudi s raznim pridobivanjem sredstev. Ravno zdaj smo se prijavili na en razpis za ureditev komunalne infrastrukture v gospodarskih conah na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v vrednosti 1 300 000 evrov, da bi mi zgradili gospodarstvo v obrtni coni komunalno infrastrukturo, da tistim, ko prihajamo, olajšamo delo, da jim tega ne bo treba zgraditi, da pridejo na urejeno okolje. In to je tisto, mi se tudi težimo k povezovanju gospodarstvenikov med sabo, sodelujemo z zbornico zasebnega gospodarstva, povezujemo te podjetnike med sabo. Zdaj ravno se veselimo otvoritvene razdelilno-transformacijske postaje, ker je bolj prijazna, da okolje ne bo več nihanje napetosti za velike odjemalce električne energije. To je velika investicija, ki izvaja elektrocelje in to je dobro za gospodarstvo. In take ljudi moraš spodbujati, izvedite investicijo, ker je to za ostale gospodarstvenike dobro. In vem, da Novem zdaj dela veliko investicij v Halo gradi. Dobro, mlekarna je največja slovenska mlekarna, je pred otvoritvene hale za 4 milijone evrov mlekarske linije. Upam, da bodo čim prej realizirali svoje načrte, da zgradijo največjo sirarno v Sloveniji. Mislim, to so projekti 10 in več milijonov evrov. Kar nekaj pri nas Lidl načrtuje svoje nove pridobitve. V Vrnovskem gozdu bo Transporti Draganović končno pričeli graditi, ker je prejšnji investitor malce zastal, motel, oskrbni center za tovornjake, parkirišča za tovornjake, ker bistveno je, da ta logistika urejena, da tovornjaki ne parkirajo tam, ker ne bi smeli in ti uničujejo površino, druge javne površine. Vse zadnje, ta Žalec za svojo obrtno cono Arnavski gozd je zelo atraktiven, ker je blizu tega cestnega križa. Če se enkrat uspemo zmeniti, jaz upam, pa umestiti to avtocesto proti Avstriji do Velenja najprej v prostor, smo že tako zmagali. Vendar to se vleče zaradi nespametnosti, zaradi marsičesa, zaradi parcialnih interesov, lobiranja, nesposobne politike, marsičesa. In ko bo še ta, bi rekel, povezava proti Avstriji, naprej proti Hrvaški, bo ta naša lokacija še več vredna. In verjetno se tega zavedajo tudi investitorji v tem našem koncu, v okolici Žalca, in zato toliko več potencialnih novih investitorjev. In to me veseli. Je pa bistveno, da ko nekdo pride na občino, pa reče, lahko pomagate, ne rečeš, ne moramo. Poglejmo, kaj lahko, načeloma denarja nimamo, imamo pa veliko volje in pomagamo v sklopu tistega, kar lahko. No, tako da tukaj vidim veliko priložnosti za investitorja. Konec koncev ste pa tukaj zato, da povezujete tako veliko kot tudi malo gospodarstvo in potem ste znani, da znate prisluhniti. Imate številne podjetnike, ki dosegajo odlične rezultate, odlična priznanja. Ja, seveda. Jaz leto za letom hodim v Ljubljano, kjer gospodarska zbornica podeljuje naziv za najboljše gospodarstvenike v preteklem letu. In že nekaj let sem povabljen, ker je gospodarstvenik iz naše občine prejemnik največjega priznanja. In to je super. Lani je bil Tone Kisavar, Tehnos, letos je bil direktor Onkofenisksa Triplat. V ognju imamo za naslednja leta še kar precej želez. Ne vem, kdaj bo na vrsti Uniforest, ne vem, kdaj bo na vrsti Matjaž, ne vem, kdaj bo na vrsti Zagožen. Veliko je takšnih Siko,
Volpe, to so podjetja zdrava, ki imajo tam 40, 50 do 100 zaposlenih, dober proizvodni program, izvozno usmerjeni, zdrava, brez prevelike zadolženosti, z dobrim razvojem. Ker mi tudi spremljamo razvoj teh podjetij, ker razpisujemo te nagrade Inovator leta in jih spodbujam jih prijavam, da spremljamo, kdo veliko dela na razvoju in spodbujamo naše prijavite se in smo veseli teh njihovih rezultatov. No, in taka podjetja nas držijo pokonci. No, in zato, ker velika podjetja so lahko ranljiva. Jaz sem po svoje, mi je žal, da je velik sistem Kmezat razpadel, ampak v tem dvorišču nastalo veliko manjših. Jaz se bojim občin, kjer so imeli velike sisteme, kot je Trbovlje, kjer smo se nekoč učili in šli pred 30 leti z zanimanjem pogledati si njihovo gospodarstvo. Danes so pa ti veliki sistemi razpadli in je tam žalost, je razsulo, se težko pobirajo, imajo slabe kazalce. In tu je pa disperzija večja in zato mi tudi smo letos pričeli z razpisom za mikropodjetja, kjer spodbujamo, da si nekdo lahko dobi sofinanciranje za projekt izgradnje hale, adaptacije hale, za promocijo svoje dejavnosti, za zaposlitev človeka do 40 let. Tudi te male moramo spodbujati, štipendije spodbujamo, da se čim več ljudi štipendira. Hodimo po firmah, štipendirajte mlade, zadržimo te ljudi pri nas. Menim, da je to sodelovanje z gospodarstvom dobro, ker mi tudi imamo en sistem, da obiskujemo podjetja z eno tako skupino predstavniki občine, tisti, ki so zadolženi za umeščanje v prostor, upravne enote, ker največkrat je problem dovoljen, in pa zbornica zasebnega gospodarstva, in če je problem pri podjetju, rečemo, a lahko pomagamo, saj nismo čudežni, veliko stvari ne moramo narediti. No. Ampak poskušamo, no. Ampak zdaj smo spet pri tistem mojem motu, ki večkrat pravim, če ti ne morem pomagati, se škode, ne bom delal. Ne. In potem rečemo, če lahko pomagamo, povejte, kje lahko, pa na kakšen način. Res se mi zdi, da ne sme biti floskula, gospodarstvo je pomembno, res je pomembno. Vendar tudi gospodarstvo spet pa ne smejo imeti kompleksa več vrednosti, ker brez dobre uravnoteženosti sodelovanja med gospodarstvom in negospodarstvom pa spet ni dobrih rezultatov. Brez dobrih učiteljev, zdravnikov, tudi dobrih uslužbencev na občini, ki ti dajo neko papir dovoljenje takrat, ko rabiš, ni dobro. Ampak vse to je treba nekako balansirati, ker tudi v negospodarstvu se moramo zavedati, da težimo k poslovni odličnosti, da se v gospodarstvu borijo za vsakdanji kruh in da moramo tudi mi biti visoko profesionalni. In mislim, da se zelo popravljamo in jaz imam zdaj, odkar sem na občini, dosti drugačno mnenje do ljudi, ki delajo na upravni enoti, nasploh v javnem sektorju na občini, kot pa prej. Prej, ko sem bil v gospodarstvu, sem mislil, da so ti ljudje bolj nekako vato zaviti, da se manj naprezajo. Zdaj pravim, da nekateri že zelo trdo delajo, zelo predano, zelo v interesu ljudi, je pa res, da še nismo vsi enako obremenjeni, da eni delajo mogoče preveč in da je to problem tudi potem nagrajevanje, ker ne moreš ljudi tiste najboljše bolj stimulirati, pa tiste nekako jim stopiti na rep, ki ne delajo dovolj. No, ko so ravno pri gospodarstvu, se pa najbrž ljudje v vaši občini zavedajo, kaj pomenijo ta dragocena delovna mesta. Pa vedno več jih bo, ne, s tem razvojem in vlaganjem. Zagotovo se zavedajo, da so delovna mesta pomembna, kako težko je, ko zgubiš službo. Človek je star 40-50 let, pa ne dobi službe, ker ga nekje kadrovske službe ocenijo, da je že prestar. To je sila krivično, ker ta človek je lahko na vrhuncu svojih sposobnosti, nekih funkcionalnih znanj, pa težijo, da dobijo mlajše. Ne. In zato imamo tudi, univerzo, zato imamo Ljudsko univerzo, ker imajo različne karierne delavnice, CIPS, Center za informiranje, poklicno svetovanje, da tisti, ki res pride do težave, da je brez poklica, da mu svetujejo,
da čim prej najde ali prekvalifikacijo, neko obliko, da pride do določene službe. Ker če se ti ena vrata odprejo, zaprejo se ti pa potem mogoče dvoje druga odprejo. In da lahko novem, ki dobi tudi državno pomoč, ki investira z tujim kapitalom, naredi halo, razširi proizvodne zmogljivosti, zaposli 150 do 180 ljudi. Ja, to je ne samo za občino, to je za to dolino izjemnega pomena, ker potem nadomestiš tiste, ki so izgubili službo v tovarni Nogavic, v podjetjih, ki so šle v stečaj, v likvidacijo. In najdražji so ljudje, ki ne delajo, tudi niso ti ljudje zadovoljni sami sabo, ti ljudje kot osebnost nazadujejo, niso srečni in to za celo družbo ni dobro. Mi bi morali se truditi, da ljudje delajo, da so vključeni v družbo, da niso socialno izključeni, da niso delovno izključeni, pa da ne delajo predolgo. Ker jaz nasprotujem, da bi ljudi mi vlekli, podaljševali delovno dobo v nedogled, kot pravijo, da bo morali naši otroci delati do 70 leta. Neumnost. Naj ljudje se zaposlijo vmes, ne pa da čakajo na zaposlitev do 30 leta pa še dlje, ampak pomembno je, da pošteno oddelajo tistih 35 oziroma 40 let zdaj in se lahko potem normalno upokojijo. In jaz tudi spodbujam samozaposlitve, vendar ne tiste fiktivne, ker seveda se bo nekdo zaposlil za 3 mesece, 4, pol leta za toliko, ko dobi neko podporo, subvencijo, potem gre pa zopet na Zavod za zaposlovanje. Realne zaposlitve. In saj mi, ko se pogovarjamo deklarativno, smo vsi na isti strani, se vsi razumemo, ampak dela pa vsakdo nekaj po svoje. Ne. Več pogovora, pa situacija nas bo prisilila, da se bo morali, bi rekel, racionalno obnašati, posebej, če bo potem tudi socialni programi ali pa podpora se strani zavodov sledile interesu posameznika, ali želi biti zaposlen ali ne želi biti zaposlen. Jaz mislim, da mora biti zaposlitev vrednota, da se moramo tega zavedati, da me danes službo pomeni vrednota, ampak to se zaveš šele, ko službo izgubiš. Ne. Ampak drži pa tudi tisto, ko pravijo, delovno mesto nam lahko vzamejo, dela pa nikoli. To je res, ja. To je res. V izdelavi je celostna prometna strategija občine. Župan, kaj to pomeni? Ja, mi moramo narediti celostno prometno strategijo. Ravno zdaj imamo delavnice, mi moramo biti trajnostno naravnani, mi moramo načrtovati dodatne poti, mi moramo onesnaževalce spraviti iz mesta, mi moramo več vključiti mestnega prometa, zagotoviti več parkirnih površin na obrobju, različnih povezav, osveščati moramo pač najmlajše, da je promet onesnaževalec, da je promet tega današnjega časa, da to pomeni tudi okoljske spremembe, da če hočemo neke ciljem slediti v zmanjšanju CO2-ja, če hočemo to naravo ohraniti, bi rekel, čistejšo za namcem, če hočemo prihraniti pri energiji, da moramo nekaj narediti. Zdaj pa, če hočeš dobiti neka sredstva za sofinanciranje, moraš imeti strategijo. Strategija gre skozi delavnice, mora se tudi povezovati, več občin skupaj in zdaj nas ravno to počnemo, da se povezujemo, da izvajamo delavnice, da delamo načrt, da pridemo do nekih projektov, kako se bomo tudi prijavili na razpise, kako bomo trajnostno zagotavljali lastno sredstva in da na področju, rekel, te prometne strategije tudi nekaj naredimo. Kot ste omenili, v zadnjem letu ste obnovili kar nekaj cestnih odsekov, imate nove pločnike. Ja, tri pločnike omenjamo že vrsto let, ker gre za obremenjene ceste, ker so precej pešci ogroženi, to je Petrovče, Liboje, Lužnica, Gotovle in pa Griže Zabukovica. Pridno delamo po etapah vse te pločnike, v letošnjem letu tudi in v načrtu je, da do konca tega mandata vsaj te 3 pločnike spravimo z dnevnega reda in da jih izgradimo.
kakor zdaj kaže, po izgrajenih etapah nam bo to uspelo po desetletjih skoraj. Drugače pa napolniki po krajevnih skupnosti, skoraj po vsaki krajevni skupnosti izvajamo kakšen krajši odsek, pri tem pa sodelujejo tudi krajevne skupnosti. Pri nas imamo 9 krajevnih skupnosti in eno mestno skupnost in s predsedniki in z vodstvi relativno dobro sodelujemo, ker bistveno je, da načrtujemo skupaj in da se tudi skupaj zavedamo, da vse naenkrat ni mogoče postoriti in da določimo skupaj prioritete, pa rečemo, toliko imamo denarja, tale odsek 200, 300, toliko metrov lahko naredimo, zdaj pa vi povete, kje. Ne nam predlagati, da naredimo nekje kilometer, če lahko naredimo 300 metrov, toliko imamo denarja, zdaj pa povete. In to je, se mi zdi pomembno, tudi določenje prioritet, pa neko razporeditev teh načrtovanih aktivnosti skozi več let, ker tu prihaja pač vedno do nekega tekmovanja, različnega vrednotenja potreb. Vsakdo svojo cesto, svoj problem vidi kot največji problem. Ne vidi pa, da imajo pri sosedu še večji problem, da nekje nimajo vode, da je nekje še bolj kritično, da se je nekje vsul plas, da je treba sanirati nek kritičen plas ali karkoli. Vendar, kot pravim, ljudje pač vidijo bolj svoje probleme, ampak takšni smo ljudje, naša naloga je pa potem, da to skupaj zbalansiramo, pa uravnotežimo te potrebe in želje. Se pravi, da delujemo kot družina, ne? Toliko imamo denarja, toliko ga bomo porabili, namenili ga bomo najprej tem in tem zadevam. Ja, saj pa kaj je druga občina, ko je malo večja družina? Saj nič druga ni, ko je ena velika družina. Tista družina, kjer dobro sodelujejo, tista je uspešna. Saj se kdaj tudi prepirajo v kakšni družini. Tudi mi nismo doma čisto soglasni, kdaj, ne. Jaz se z ženo vedno ne strinjam, no. Ampak se mi zdi, da vedno smo se uspeli prav čas pogovoriti in nekako nam grata tudi, da je, jaz pravim, da so otroci tako, kot je treba, ker otroci so naše veliko bogatstvo, pa tudi ena velika skrb. In jaz pravim, če ti uspe, da dobro vzgojiš otroke, da so spoštljivi, da so taki, kot morajo biti, je to veliko. In z enim takim sodelovanjem, vse kaj pa je družina, ena, bi rekel, osnovna celica te družbe, in manjša, večja, in če bi dostikrat v neki lokalni skupnosti ali pa v neki gospodarski družbi ravnali tako kot doma, bi bilo boljše. Ker službenim avtom, včasih vidim, se nekdo ne ravna tako lepo kot s svojim. Tudi sicer ni tako varčen, tako preudaren za družbenim denarjem, kot pa s svojim denarjem. Nekdo v neko investicijo za svojim denarjem nikoli ne bi šel, lahko se pa odloči za tujim denarjem. Tukaj bi se včasih mogli vprašati, ali delamo prav, ampak smo spet samo ljudje, zelo smo različni po znamenjih, po navadah, po vrednotah. Vrednote sploh ne bi danes, ker smo imeli spremembo sistema in so ene vrednote smo opustili, drugi še nismo privzgojili in to ni dobro. Čeprav jaz trdim, da mi smo na prostoru Slovenci, generalno gledamo, ki bi bili lahko najboljši. Mejimo na ta urejen zahod, ekonomsko bolj uspešen kot nas, Avstrijci, Nemci, ostali. Na drugi strani ima pa ta temperament, znajdljivost, ki meji na jug. Italijani, pa cela naša bivša Jugoslavija. In če bi vse to združili, tudi kri se meša, navade se mešajo, bila bili najboljši. Tako nam pa včasih žal potegne malo preveč na jug, na balkansko, pa rečemo, lahko čemo to, pa potem ne gre. Pa še vedno trdim, da smo Slovenci zelo uspešni, imamo bistre otroke, sposobne ljudi, ki jih imamo, rekel, skrite v narekovajih po vse posod po svetu, ki so v nekaterih multinacionalkah zelo uspešni, pa so bolj introvertirani, da se sploh ne izpostavljajo, pa mi ne vemo za njih, pa bilo včasih dobro, da se povežemo z njimi, pa jih izpostavimo, pa rečemo, ponosni smo na vas. Šolski sistem imamo tak, da naši otroci so lahko vse posod uspešni po svetu, se pravi, lahko, če hočemo.
Mi se pa včasih spotikamo v tej državi, si nagajamo, kdo je močnejši, pametnejši, doma, ki je večjega, recimo avto, pa nas pol to ovira, da bi bili še bolj uspešni. In ta slovenska, namesto da bi kdo rekel, če imaš ti, bo imel še pa jaz, pa rečeš, zakaj pa nimam jaz, če ima on. To bomo morali še malo spremeniti, pa bo še boljše, ampak očitno bomo rabili še enih par, rekel, periodov, enih par, narečem, 5 let, so včasih rekli tam v Rusiji enkrat, 5 let, da se bomo spremenili. Mogoče nas bojo razmere pripeljale do tega. Veliko pozornosti posvečate tudi kmetijstvu. Ja, mi imamo že kar nekaj časa razpis za sofinanciranje primarne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Smo pomagali z razpisi skoraj 50 nosilcem kmečkih gospodarstv za različne stroje, ki jih nabavljajo od traktorja, zgrebljalnika, obračalnika za nasade, pa tudi za dopolnilno dejavnost, ki je zdaj aktualna. Tako da tu smo verjetno ena redkih občin, ki precej pomagamo kmetom. Tako da nam nekatere sosednje občine razlagajo, da niso kmetje, tudi ne hmeljarji, v enakopravnem položaju v naši dolini. Mi pravijo iz Tabora ali pa z občine Gorvodno, kmetje, lahko je kmetu ali ni lahko, nobenemu ne kmetu, ampak lažje je tistemu, ki je z vaše občine, ki lahko vendarle nekaj dobi nepovratnih sofinancerskih sredstev, pri nas pa ne. Tako da tudi tukaj je različno od občine do občine, ampak jaz mislim, da na kmetijstvo mora biti pozornost. Mi moramo obdržati mlade kmete na kmetijah, ker za ohranitev, bi rekel, krajine, podeželja, tega ruralnega okolja je kmetijstvo zelo pomembno. Tudi za, bi rekel, nastanek samostojne Slovenije so bili kmetje zelo pomembni v preteklosti, pa v vseh vojnah ali bilo kje. Tako da morajo pa tudi sami seveda za sebe narediti. Zelo imamo trenutno, hmeljarstvo je pri nas najbolj pomembno. Trenutno gre dobro hmeljarjem. Letos bo, če ne bo zdaj še kakšnih ujm do konca obiranja, lepo leto, ker je imel rabe veliko vlage, to je imel, dobre rastne pogoje. Tudi cena je primerna, pa še srečo imamo, da zadnje čase delamo piva, kraft piva, ki so bolj hmeljana, ki rabijo več hmelja. Nekoč je bil bolj začimba, zdaj ga pa rabimo več in tudi pivovarne pa nas raste, ko gobe po dežju. Cena je primerna. Zdaj morajo ti kmetje reči, da ko je 7 debelih let, je treba dati denar malo na stran, pa prišparati za oni, ko bo enkrat 7 suhih let. Ampak do kmetijstva, rekel smo, kar prizanesljivi ali pa jim kar pomagamo, ampak vse si to na vse zadnje tudi zaslužijo. Se pa tudi miselnost pri mladih spremenila. Vedno več je teh mladih, ki uspešno orejo gladino, se pravi, da gredo s časom naprej, nove investicije, pa tudi sama pomoč. Nov vodovod v Hramšah še omeniva? Ja, vodovod v Hramšah, to je ena skupina ljudi, ko se iz Velenja peleš proti Žalcu in kreneš proti Dobrni, nekako na takšni tromeji, enih par hiš, ni imelo oskrbe s pitno vodo. Nekako so rekli, so od Boga in od občin pozabljeni, na niči, na nikogaršnji zemlji nekako. Malo med Dobrno, Velenjem in Žalcem, ampak uradno seveda spadajo pod Žalec in potem smo nekako se z občino Dobrna dogovorili, da oni zagotovijo vodo, vire iz javnega vodovoda, mi smo za to prispevali in določen denar, oskrbujejo se pa potem z vodo, jih oskrbuje komunalno podjetje iz Voka, iz Celja. Občani so pa naši, ampak konec dober, vse dobro, zdaj bomo imeli enkrat septembra otvoritev, tisti krajani tam so zadovoljni, jaz verjamem, da bomo nazdravili z vodo, ko bo otvoritev tako dobro. Drugače pa na področju Hramš imamo še kar nekaj vodovoda za urediti. Najprej zajetje ustrezno,
ker začeli bomo postopoma tam, ko je dom oskrbovancev na Grmovju, na veliki rezervoar, moramo najprej narediti, da lahko potem naprej prečrpavamo to vodo in da po potrebi tudi vozimo to vodo, da je lahko gasilci tam odzamejo in so prevozni stroški manjši, sicer jo zdaj vozijo z Ložnice ali pa iz Žalca. Potem pa postopoma razpeljujemo ta vodovod, so pa to precejšnji stroški. Mi imamo ne manjše težave tam z enim vikend naseljem Hramše, kjer so pač ljudje iz Velenja si tam naredili najprej neke, lesene hiške, pa imeli to kot vikend, zdaj so pa odšli v zasluženo penzijo in tam živijo, zdaj pa to treba legalizirati, ker prej ni bilo legalizirano, napeljati vodo in vse ostale stvari urediti. Tako da dela tudi kljub tej otvoritvi bomo imeli v Hramšah in v tistem koncu še veliko. Začelo se novo šolsko leto. Kako je šolami in vrtci v vaši občini? Kot vedno so dobro pripravljeni, učiteljice so se spočile, učiteljev je bolj malo, ne, kar ni dobro. Zbornice so preveč feminizirane in v nekaterih zbornicah je še ravnatelja ni, je samo kakšen telovadni učitelj pa učitelj tehničnega pouka. Meni se zdi, da mi je bolj všeč, je bolj heterogeno, ker se potem dajemo drugim eno kvaliteto. Drugače pa vsi so dobro pripravljeni, pripravljajo se na varno pot v šolo, na te programe, na prvi dan. Marsikje smo po šolah izvajali investicijska dela, tako da smo v Libojah, v Gotovljah, streho uredili določene posege na objektu. Ponekod so se izvajala beljenja, delali so se programi, učiteljice so že kar nekaj časa v šoli, no, to je treba povedati. In po sestanku z ravnatelji moram reči, da smo na začetek dobro pripravljeni. Otroci so pač, kot sem rekel, naša skrb in bogastvo. Jaz bi rad, da bi mi v šolah učili ljudi za življenje, ne da bi se učili, da imeli že od malega otroci občutek, da se učijo za sebe, za življenje, ne pa za starše, pa ne vem, za učitelje ali za koga. Pa da se ne bi učili to, kar ni treba, da jih ne bi preveč obremenjevali, da bi bili čim bolj enaki pri možnosti doseganja rezultatov. Vsakdo nima doma možnost staršev vprašati, ker nima tako izobraženih staršev. Niti vsi jim finančno ne more zelo pomagati. Zato bi bilo dobro, da čim več postorijo v šoli, da domače naloge delajo v šolah, da šola ni predraga. In da si potem kasneje, ko šolo končajo, tudi že srednjo šolo izberejo tako, ki jim bo veselje, ki bo zmogla in bo na koncu lahko dobili zaposlitev. Ne pa, da reproduciramo, hodimo v šolo do 30 leta, potem pa ne vemo, kaj bi počeli za to izobrazbo, pa je neuporabna, pa si nezaposljiv. Ne. Ampak že začetek šolanja je zelo pomemben, zato je tudi biti učitelj poslanstvo. En dober učitelj, vsi nismo enaki. In če imaš dobrega učitelja, lahko iz tebe veliko naredi. In iz enega materiala, verjetno, če bi bila dvojčka, pa pri različnih učiteljih, pa v različnih šolah, bi bila verjetno zelo različna. Zato je treba se zavedati. Zato mora biti učiteljice zadovoljne, stimulirane in eni poklici so zdaj, tišimo jih v ozadju. Včasih je bil župnik, učitelj pa župan več vreden, toliko let nazaj. Danes pa nimamo spoštovanja. Vse verjetno smo tudi zato, kaj sami krivi, ampak ni dobro to. Gospod Janko Kos, župan občine Žalec, ste pa upravičeno lahko ponosni na turizem, kar ste danes že omenili v vaši občini, in na številne kulturne dogodke. Se mi zdi, čez poletje ogromno različnih dogodkov, za vsakogar se je konec koncev nekaj našlo. Pestro dogajanje na Šlandrovem trgu lahko omenimo. Ja, poletje v Žalcu, Zavod za kulturo, šport in turizem z različnimi kulturnimi društvi, z različnimi skupinami, tudi od drugod. Dela prireditve raznovrstne, pestre, zanimive, za vsega nekaj. Pomembno je, da se vključijo tudi ustrezna gostinska ponudba teh, ki živijo na Šlandrovem trgu. Mi pravzaprav preko zavoda zorganiziramo neko skupino za ne preveliko ceno, potem se mora pa tam nekaj dogajati. Mi smo pred 2 leti preuredili mestno jedro, ampak samo asfalt, sami
tlakovane površine, urbanizacija ti nič ne pomaga, če ni življenje. Jaz bi pa rad, da je tam življenje in to se zdaj dogaja. Še več bi moralo tega biti, ampak to je tisto, ko ljudje niso sproščeni, ko so sam na sebe jezni, namesto da rečejo, se bom nadihal svežega zraka, bom dal možgane na off in bo jutri boljš. Bom. In grejo zvečer ven. Jaz to občudujem naše ljudi v Srbiji, južne, veliko naše pripadnike bratskih republik in nadaljnjih, greš dole ob vsej teh težavah, ki jih imajo, ob nizkih plačah, nezaposlenosti. Zvečer dobra volja, ljudje pridejo ven, se družijo, pa če ob enem soku sedijo cel večer ali pa ob enem malem pivu. Ampak gledajo, se družijo, se smijo, drugače pa verjetno ne bi preživeli. Pa so imeli še vojne vmes, pa še marsikaj. Se pravi, tega rabimo. In mi imamo teh prireditev veliko, še več jih bo, ampak imamo prireditev tudi po krajevnih skupnostih, tako da moramo nekatera društva že opozarjati. Naredite teh prireditev toliko, kot izmorete, organizacijsko, finančno, ki so vam v veselje, pa so dobro obiskane, pa da se ne podvajajo. Ker nekatere krajevne skupnosti društva znajo delati tako odlične prireditve, ampak tega že veliko, potem pa pravijo, vse ne bomo zmogli, seveda, če je pa preveč. Tako da bomo morali nekatere stvari povezovati, delati enoten koledar, pa bomo potem še bolj zadovoljni. Ne? Ampak če še ni vse v redu, imamo še pa možnost, da bo boljš. In v Žalcu je pa tudi sicer festivalsko mesto, saj smo znani po festivalu akustične glasbe, po festivalu Sredi zvezd, po Boomfestu, mi imamo teh festivalov veliko, folklora, mednarodni folklorni festival. Pri nas res je tega dosti. In kapo dol tem organizatorjem z mednarodno udeležbo. Tudi lokacija našega kulturnega doma je odlična, z dovolj parkirnega prostora, zdaj še z lepo razširjeno avlo. Malo spremenjenje, ne? Spremenjenje in potem ljudje pridajo, ni daleč iz Celja, Velenja, od drugod, Spodnje Savinjske doline in da se nekaj dogaja. In to se jaz želim. No, saj zadnji Žalec je eno tako gospodarsko-kulturno središče Spodnje Savinjske doline. Mi se ne bomo primerjali z Ljubljano. Tudi Celje ne bo nikoli središče Slovenije, pa če bi si še tako želeli. Tako tudi verjetno Tabor ne bo nikoli središče Spodnje Savinjske doline. Zato imamo mi to odgovornost, da povežemo niti za to dolino in nekaj naredimo. In zdaj, gospod župan, bistvo najnega pogovora. Se mi zdi jutri odločilen dan, se pravi 6. september, fontana Zeleno zlato, kar naenkrat je dobila novo podobo in jutri pričakujete številne goste, ne samo iz Slovenije, tudi izven naših meja. Ja, to je bil en tak edinstven projekt Fontana piv Zeleno zlato, ki ga še ni bilo v tem evropskem prostoru. Mi smo si sicer na začetku predstavljali to bolj preprosto, da bo to neke vrste pivo, mleko mat, to pa pivo mat, ampak ta zadeva ni tako preprosta in zato smo tudi imeli kar nekaj, bi rekel, težav logističnih, tudi morali smo dobiti precej donacijskih sredstev, ampak splačalo se je. Konec dober, vse dober. Mi smo, kot sem povedal, ta je projekt težak 350 000 evrov. Mi smo namenili za to 170 000 evrov sredstev Eurojackpota, 4% smo za to namenili denarja. Zbrati bi pa morali še razliko do 350 pa donacij. Mi smo zdaj zbrali že, mislim, da 215 000. Bomo verjetno še rabili kasneje sredstva za naslednje pipe, za nadgradnjo tega projekta. Donatorji še prihajajo, zdaj imamo že preko 150 podpornikov, čez dalje več, zanimanje iz, kaj ne rečem, toliko delegacij z pobratenih mest nismo imeli nikoli, z Irske, Češke, Srbije, vsa pobratena mesta z Hrvaške. Ne vem, odkot vse ljudje prihajajo. Novinarji se zanimajo širom po Evropi, bili smo v medijih različnih, BBC, Lonely Planet, celo Playboy, ne vem, balkanski mediji, skandinavski mediji, južnoameriški mediji, italijanski. Je to zdaj ena atrakcija, tudi precej ministrov bo na otvoritvi.
Gospodarski minister seveda podpira ta projekt Počivalšek. Mi smo na vse zadnje bili uspešni na projektu Snovalec. Izmed 50 projektov je bil naš projekt uvrščen med prve 3 kot izviren, inovativen, podjetniški. Z STO-ja bojo prišli predsednik Turistične zveze, ki je tudi on osebno in Turistična zveza podpirala ta projekt. Pričakujemo tudi predsednika države, Boruta Pahorja, ampak on, če bo prišel, bo verjetno bolj prišel še zaradi drugega razloga, ker bomo imenovali častnega občana dr. Petra Cimermana in on je pa tak izjemen človek, podpredsednik Panevropskega združenja, prijatelj gospoda Žekša, bil velik prijatelj gospoda Bučarja in verjetno bo predsednik prišel bolj zaradi njega, ampak tudi zaradi fontane. Na tej fontani pa veliko donatorjev seveda pričakujemo jutri, ki so nam zaupali, ki so nas podprli. Jaz si štejem v čast, da na začetku, ko je projekt še tako nepredvidljiv, ko smo imeli nekaj nasprotnikov, nekdo reče, jaz vam pa zaupam. To je inovativen projekt, kot je recimo stolp vinarjev tam prek Murju v Lendavi, ker je bilo tudi nekaj skeptikov, danes je to zgodba uspehov. Če ne proba, če ne narediš nekaj posebnega, potem ni nič. Sam taki projekti nas vlečejo naprej. Jaz bi želel, da ta fontana, nam ni treba občin, da dela profit, če se pokrivamo s tem, sem jaz zadovoljen, da stroške osnovne pokrijemo obratovanja. Jaz bi rad, da to generira turistično ponudbo, da povežemo vse pridelovalce, predelovalce, gostince spodnje Savinjske doline, da že turisti, ki že zdaj množično prihajajo, pa še ni zgrajena fontana, potem gredo na kmečki turizem, kjer pojedo, kjer kupijo salame, kjer kupijo vino. Zdaj se pa že javljajo seveda razni izdelovalci spominkov, nekateri, ki bi ponujali druge storitve, kmečke te pridelke, storitve in turistične agencije se ponujajo. Z agencijami bomo delali različne turistične pakete, da vključimo zraven eno zgodbo, da pridejo, da jih popeljemo še v Jamopek, v Rimsko nekropolo, na druge naše turistične destinacije. Sicer pa mi smo tako nekako omejeni, zaplankani. Kaj pa je problem, da jih peljemo v Velenje, da jih peljemo na Dobrno? Ko greš tujino, te pelje 80 km nekam, pa zgodbe delajo, ne vem, pa rečejo, na tistelem kamnu je pa nek knez sedel, pa ne veš, jaz vedno pozabim, kaj sem videl, pa kaj so mi povedali. Tu pa imamo kaj pokazati. In če naredimo te turistične pakete in to širšo regijo povežemo, deželo Celjsko, pa smo pa zmagali. In takšno zanimanje za to fontano, kot ni bil za noben drug projekt do sedaj. Ampak kaj pa nas je zaznamovalo Savinjsko? Mi imamo to pravzaprav v genih, v genskem spominu hmelj. Ja, hmeljarstvo pretekli 150 let. Nimamo več rudarstva, to je šlo v Velenje, kar smo imeli za rudnik za Bukovico ali Boje, keramika je Šicova in to je po tolikih skoraj 200 letih klavrno propadlo. Imamo pa hmeljarstvo, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Jaz bi težko govoril o eni zadevi, ko bi rekli, da jo lahko vejo samo naši dedje, da jo pripovedujejo. Ampak zdaj pa to zgodba, ki živi danes in bo živela jutri, tudi v ekonomskem smislu, antropološkem, sociološkem, ne vem, na arhitekturo je imel pa nas vpliv, na ljubezensko spolno življenje. Ogromno Savinjčanov bi bilo verjetno samih hmeljarjev, če ne bi pred leti prihajalo 10 000 ubirovk iz Kozjanske, iz Varaždina, iz Čakovca in danes te gospe tu držijo 3 vogale pri hiši. In zato je 5. smo proizvodnih hmelja na svetu, Slovenci, 5. Od tega ga raste 80% v naši občini, v naši dolini. Ja, po čem? In hmelj, mi želimo s to fontano narediti, da promoviramo zdrav način pitja piva, da jo promoviramo, da degustiramo, potem pa čim prej nekam odpeljemo in delamo zgodbo. Ampak to je naša vstopna točka in spoštovati moramo to pijačo, ki je pomembna in recimo na Češkem veliko bolj cenjena kot pa pri nas, ker oni cenijo svoje in cenijo tisto, kar je njihovo poreklo.
In zdaj, ko imamo toliko, že bi rekel, teh, ki nam pomagajo, zdaj smo že malo bolj zmagali. Na začetku sem imel kar nekaj sivih las, pa ti nasprotniki, pa zakaj. Zdaj pa videl, da je to tudi gospodarska priložnost in o podpori več kot 80 podjetnikov, ki se jim res zahvaljujem, da so nam zaupali, da so mi zaupali. Ampak če ne bi imel take ekipe, štiri sem imel ob sebi, ki bogatstvo različnosti, ta, bi rekel, idejni pobudnik, takratni predsednik Turistične zveze Matjaž Omladič, je prišel z idejo, se mi to opimo narediti. Ja, poskusimo, ne, ideja je dobra, prav meni podjetniki rečejo, da je to dobro. Pa potem direktorica občinske uprave, ki je seveda finančnik in je rekla, pa kaj, bomo naredili finančno konstrukcijo, župan, dajmo. Pa potem podžupanja dr. Hanna Šuster-Erjavec v ekonomskem smislu, z vedika marketinga, z vedika organizacije, promocije. In potem seveda še arhitekt, naš Boris Siter, ki je, bi rekel, operativo izgradnje prevzel. In to so ti moji štirje. Pa jaz sem mečkam pomagal, no. Jaz moram imeti pa celo sliko, kadar je bilo kaj narobe. Zdaj smo pa ponosni in če se nam zdaj kaj naredi, Škof tudi pride, je tudi navdušen nad takimi projekti in naši domači župniki, jaz s njim obljubujem pir, da bi zrihtali lepo vreme. Krasno. In tudi nasmeh na vašem obrazu pove vse, da ste res zadovoljni s to zgodbo o uspehu. Turistični vodniki bodo novi, se pravi tudi neka nova priložnost za delo. Zdaj tisti, ki bodo prišli pogledati fontano Zeleno zlato, bodo kupili vrč, preizkusili 5 piv. Ja. Kupiš, vsi pravzaprav gostinci v Šlandrovem trgu bodo prodajali vrčke. To je vrček, ki ga je oblikoval naš oblikovalec, častni občan Oskar Kogoj, lep vrček za 6 evrov, ki bo imel čip spodaj. V neposredni bližini fontane, tudi na naši trgovinici Zeleno zlato, prav tako lahko kupiš ta vrček. In potem na fontani probaš 5 vrst piva. Iz doma narejenega, iz piva, ki je izključno iz slovenskega hmelja. To je pogoj. In 5krat po deci, eden bolj dober od drugega, skrbno premišljeno izbrane vrste piva, samo naš temni kukec bo drugače, pa lager piva, pa bolj hmeljena piva, pa eno izjemno dobro, bolj močno pivo z 9% alkohola. Ko prideš tja, boš pač seveda imel kakšno uro, dve, da to popiješ, da degustiraš. To ne pomeni, da ga danes probaš eno pivo, pa naslednji dan drugo, ampak ko boš aktiviral, pač čip boš moral v enem doglednem času se odločiti za 5 vrst piva. Če ti bo eno všeč, boš pač tisto popil 2krat. Drugače pa bomo tudi prodajali prazne kozarce zraven v neposredni bližini, tako da boš dokompletiral, ker so lepi kozarci, to serijo. Splačalo se bo probati to pivo, ker je res dobro in res zanimivo in menjali ga bomo. Interes malih pivovarjev slovenskih je izjemen, tako da smo imeli zdaj malo kar težave, koga najprej uvrstiti, ker je bilo vprašanje, zakaj pa ne mene. Ampak smo gledali malo tradicijo, kako dolgo je že nekdo se s pivovarstvom, en Rauber, pa en Kratochwil, Težak, ljudje, ki so bili med prvimi, treba paziti, da tudi tu upoštevamo, da smo prve malo bolj upoštevali zraven, da so zraven. Ampak mi bomo spomladi, zdaj imamo to sezono točenja, degustacije piva, naslednje leto spomladi takoj bomo pa zamenjali, bomo pa šli z dopolnitvami, spremembami, z drugimi vrstami piva. Tako da razmišljamo, da bi inštitut nam delal eno eksperimentalno pivo, oni pa vedno zvarijo kako dobro, zanimivo pivo iz različnih vrst hmelja, bi potem prav pisalo eksperimentalno pivo, pa veš, da bo to vedno nekaj drugačnega. Pa še kakšne načrte imamo, ki jih ne smem povedati. Zdaj otvoritev bo, se pravi jutri, ob 19. uri. Ob 19. uri z lepim kulturnim programom. Vabim, da pridete, gledalke in gledalce, žalčanke, žalčane, ljudi od drugod, medije. Mogoče vsi ta prvi dan ne bodo mogli
piti piva na fontani, na 5 pipah, ker bo gneča, ampak bomo poskrbeli za točilna mesta po žalcu, tako da bo, dokler ne zmanjka, pivo zastonj. Pa mogoče bomo zrihtali tudi kaj za podzob. To se bomo trudili, ampak potem bomo pa nadaljevali bi rekel, aktivnostmi preko celega tedna z veliko, bi rekel, kaj ne rečem, pivsko zabavo in degustiranjem še v soboto in v petek in soboto zvečer, ko bodo ansambli, ko bo ena taka, kaj ne rečem, mini žalska noč. Lahko. Jaz bi rad, da čim več ljudi pride, da kupi ta vrček, da poskusi naše pivo. In da preveri to zgodbo uspeha, ne? Da preveri to zgodbo. Bomo jo pa nadgrajevali z kulinarično ponudbo, z nadgradnjo. Za nas to ni konec otvoritev fontane. Za nas je to začetek in nam daje nove naloge za naprej. Turizem je pomembna gospodarska panoga, zdaj pravijo, da se malo dviguje, da se tudi po procentih v skupnem bruto domačem proizvodu dvigujemo vsi skupaj in mogoče bo tudi naša fontana tokle pridodala, posebej pa tudi pri nas v Žalcu. In to si mi želimo. Pa dobro počutje. Pivo ima zdaj zadnje čase, slišim, toliko zdravilnih učinkov, ki jih prej nismo vedeli, zaznali, ima tudi dolgoletno tradicijo. Tako da, no, absolutno pa ni namenjeno popivanju, ampak degustiranju. In tudi druženju. In druženju. To je pa tisto, kar smo rekla že meni danes, da to je tisto, kar rabimo. Pred vami torej številni dogodki, zdaj ob občinskem prazniku. Kdo pa so letošnji nagrajenci? Kar precej društev, ki imajo 20, 25 let, 40 let uspešnega dela za sabo, nekaj izjemnih posameznikov, pa razglasitev, vsakdo pri nas, pravijo, si v Žalcu zasluži priznanje, ki ga dobi. Ker smo pa tu pregovorni, skopi, pri podeljevanju ne damo vsakemu priznanje, ki si ga ne zasluži. Vsi ti si ga zagotovo zaslužijo. Podelili bomo pa najvišje priznanje, ki ga vsakih toliko čase podelimo, častni naziv, častni občan. To bo pa profesor dr. Peter Zimmermann, ki je Nemec, rojen v Berlinu, pa živi tudi v Hramšah, ker je pač imel ženo, več kot 40 leti se poročil, ljubezen ga je prinesla sem, drugače pa on je sin 2 domovin, strokovnjak letalstva in tehniških znanosti, drugače pa zelo zaslužen tudi za sodelovanje med Bavarsko, Slovenijo, odlikovan so strani predsednika nemške države, pokojnega Drnovška, veliko sodeluje na zbliževanju kulturnem in gospodarskem med Slovenijo in Nemčijo. Zelo dejaven je bil v času osamosvajanja Slovenije, odpiral nam je marsikje vrata, tudi zdaj nam je naklonjen, pomaga. On je časten človek že dolgo. To je sam formalnost, da mu to podelimo, če bi bilo takih ljudi več. On ima rad našo domovino kot njegovo lastno domovino. Ne. In izjemen človek in sem vesel, da bomo njemu podelili to odlikovanje. Se pravi, svetov vzgled vsem nam? Ja, se da v teh časih tudi in nikoli nam nič ne računa in pravi, odkupujem se za vse tisto, kar so moji sonarodnjaki naredili slabega med drugo svetovno vojno tukaj in smo ljudje, ki smo poklicani za to, da delamo dobro. Gospod župan, samo še na kratko nekaj stavkov, kako zdaj v prihodnje? Ja, zdaj imamo zunaj navodila za pripravo proračuna za naslednji 2 leti. Proračunski uporabniki dajejo predloge za sestavo proračuna. Jaz bi sam želel, da bi bili zmerni pri dajanju predlogov, razumevajoči, ker ob najboljši pripravljenosti in volji vsega ne bomo mogli ugoditi. In proračun računamo, da bo sprejet decembra. Tako bomo zbalansirali in uravnotežili, da bo najboljše izpadlo. Potem pa delajmo naprej. Saj prekinitev ne sme biti. Vsak čas, vsak trenutek, ko ga zamudiš, ga moraš enkrat nadoknaditi.
In več, ko zamudiš, več moraš nadoknaditi. Jaz bi pa rad, da vse to lepo teče naprej. Tudi, ko jaz enkrat ne bom več župan, bi rad, da zadeva gre lepo naprej in da bomo rekli, pa smo le nekaj dobrega naredili za to skupnost. Mogoče zdaj čestitka vašim občankam in občanom ob prazniku. Zagotovo čestitam, zahvaljujem se vsem, ki na različnih področjih predano delajo, pa tisti, ki se nikjer ne vidijo, pa niso dobili priznanja, pa si ga zaslužijo. Tudi tistim stokrat hvala in nekdo jih vedno gleda, dobro se ti vedno poplača. Gospod Janko Kos, župan občine Žalec, vam moram priznati, da sem vas z velikim veseljem zdaj poslušala in tudi občudovala. Če bi bilo veliko takih pozitivnih ljudi, kot ste vi, bi bilo življenje pri nas tudi drugačno. Vi malce pretiravate, sem pa vesel, če me kakšna luštna punca pohvali. Kje si pa nabirate energijo, kaj radi počnete v prostem času? Če bi vprašala mojo ženo, bi rekla, da premalo skrbim za sebe. Mi pa že veliko pomeni, če lahko doma kaj postorim, če lahko grem na bližnjo Kunigundo, v hrib letim. To je to, za kaj več pa že ne ostane tudi na dvorišču, na koš, redko da je vržem, ker ni časa. Vse dobro tudi v prihodnje in še enkrat čestitke ob vašem prazniku. Hvala lepa, srečno. Vam pa tudi hvala lepa, gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo oddajo Župan z vami. Lep večer in srečno.